Jaz še enkrat vedno to rečem, ampak meni ste totalne face, da pridete med delovnim tednom zvečer za 2 ure poslušati predavanje, da pridete gledati neke nove informacije. Tako da evo vam čestitam, ker se sam spomnim, kako se včasih težko spraviti iz hiše, pa narediti nekaj več od tega, kar ostali pač delajo za svoje življenje. A kdo prvič tukaj? Mirko je prvič, Jaka pa ostali, evo, živijo. Dobrodošli v duhovnem ateljeju Potovanje duše. Jaz sem Mihael Žmahar in bom dan z vami naslednje 4 ure pa pol. Hecam se, Max nima toliko, Max ima samo za 4 ure posnetka. Danes sem vas povabil z prav posebnim razlogom. Sem Mihael Žmahar, tukaj delam tečaje, meditacije. Ste v duhovnem ateljeju, ko ga imamo s Kristi in Nalom in Natašo. Poglejte si na spletni strani www.potovanjeduse.si več stvari. Danes sem tudi sprintale take, da boste videli, kaj novega delamo, ampak gremo nazaj. Zakaj ste danes tukaj? Danes ste tukaj zaradi tega, ker sem se odločil, da boste tukaj. Že nekaj let nazaj sem jaz dobil ful močen klic, da bi začel delati z ljudmi. Takrat nisem vedel, kaj to pomeni. Ko sem začel delati z ljudmi, sem začel delati s klasičnimi coachingi. To pomeni delati neurolingvistično programiranje, pa branje vzorcev, pa branje vedenskih vzorcev in tako naprej. Saj to so fajn zadeve in z njimi lahko zelo močno pomagaš. Ampak potem sem pa vedno prišel do enega vprašanja na koncu, ki me je zanimalo, odgovor na njega. Vedno, ko smo prišli na konc coachinga, ko sem bil star 20 let, vedno, ko smo prišli na konc terapije, na teh šolanjih, je bilo vprašanje, ok, kaj pa zdaj? Kaj je pa zdaj naslednji korak? Zakaj se je pa človeku to sploh zgodilo, kar mi razrešujemo? In takrat ni imel nobenega odgovora. In jaz sem se začel te vprašanja spraševati in spraševal sem se jih leta in leta v glavi in sem začel dobivati odgovore. In odgovori so začeli prihajati. In kar naenkrat se mi začela cela paleta stvari znotraj mene razvijati, ki so mi pomagali, da sem lahko jaz te odgovore začel prepoznavati. Da sem lahko začel razumeti, zakaj se ljudem dogaja to, kar se dogaja. Zakaj imajo ljudje takšno življenje, kot jih imajo. Zakaj se je enemu to zgodilo, kar se mu je zgodilo. Zakaj ima eden takšno življenjsko poslanstvo, kot ga ima. Zakaj eni trpijo, zakaj eni malo manj trpijo, zakaj eni sploh ne trpijo. To so vprašanja, ki so me začela potem kasneje zanimati. In sem gotovil, da zunanji svet nima odgovorov na njih. In začeli so se mi razvijati sistemi, da sem lahko sam pri ljudeh prepoznal stvari, začel sem videvati auro, začel sem slišati stvari, ki jih drugi niso slišali, začel sem enostavno vedeti, kaj imajo ljudje naloženo v svojih energijskih sistemih. In pa sem začel delati z ljudmi, ker me je zanimalo. A lahko jaz s tem kaj naredim dobrega, a lahko jaz s tem ljudem pomagam, ali je to samo nekaj, kar pač imam jaz, da mi ni dolg čas. In pa sem začel delati z ljudmi in sem naredil leta nazaj prvi tečaj Matrica uspeha. To je Matrica uspeha, je bil ful fantastičen tečaj, ki ga danes ne delam več zaradi tega, ker mi je postal dolg čas. Ko je bilo konc tečaja, takrat šele bi jaz začel nov tečaj delati. Takrat sem se odločil, da se bom začel poglabljati v sebe, da bom začel iskati duhovna znanja, ki so mene zanimala, ker sem videl, da jih ljudje rabijo, da bom lahko preko teh znanj, preko teh iniciacij, preko teh stvari drugim ljudem dal odgovore. In pa, ko sem začel drugim ljudem dati odgovore, so začeli ljudje k meni prihajati. So začeli ljudje spraševati, Mihael, povej mi, zakaj ima moj otrok Tourette sindrom? Ali pa, Mihael, povej mi, zakaj sem se že drugič ločila? Kaj delam narobe? Nič ne delaš narobe, sem 2 napačna tipa se zbrala. Ali pa, Mihael, povej mi, ali bom imela otroka, zakaj ne moram zanositi pri 36 letih? Kaj z mano narobe, nič mi ne najdejo? To so vprašanja, ki so začela mene zanimati. In vem, da imate vsak izmed vas eno tako vprašanje v svojem življenju, ker drugi nimajo odgovora na njega. Koliko vem, drugače ne bi bili tukaj, drugače se ne bi spraševali te stvari. Veste, vsak izmed vas ima drugačno življenje. Mi ne moramo primerjati svoje življenje med seboj. Jaz imam čisto drugačne izkušnje, čisto drugačne preteklost imam, čisto drugačne vprašanja imam v glavi glede življenja kot vi. In vi imate drugačne vprašanja in vi ste v nečem tako dobri, da jaz nimam za burek na tistem področju. Ampak v nečem smo pa vsi enaki. Vsak izmed nas ima znotraj sebe tisto iskro, s katero lahko pomaga drugim ljudem in jih dvigne in jim da odgovor, če ga potrebujejo. Vsak izmed nas je lightworker. In današnji večer je klic k lightworkerjem. Že leta in leta gledam ljudi in ljudje so me vedno zanimali. Sicer, ko sem spoznal Krista, sem malo več časa njo gledal,
Ampak opazujem rad ljudi, gledam njihova življenja, zanima me, zakaj imajo ljudje to, kar imajo, zakaj so eni uspešni, zakaj drugi niso uspešni. Vse te zadeve v psihi, v čustvih, v energiji, v karmi, v auri me ves čas zanimajo. In zadnja leta opažam, da ljudje kolektivno energijsko padajo, da postajajo zmeraj bolj utrujeni, da postajajo zmeraj bolj skeptični, da jih je zmeraj bolj strah, da ko padajo, rabijo zmeraj dlje časa, da se poberajo z tiste življenjske preizkušnje. A ste opazili to? Saj vem, da ste mogoče vi sestavljeni, pa poznate kakega človeka, ki je sestavljen pa energijsko močen, ampak če boste pogledali pa kolektiv, če boste pogledali pa kolektivnost tam zunaj, množice, boste pa ugotovili, da so ljudje malo zmedeni. Niti ne vejo nekateri, kaj si želijo, niti nekateri ne vejo, kam grejo, niti nekateri ne vejo, zakaj obstajajo. Mislim, da je eno najbolj huda skepsa, ki ima človek znotraj sebe in zmeda, ki ima, da ne ve, zakaj živi. Da ne veš, zakaj si prišel na svet. Evo, tukaj sem zdaj na zemljo v letu, 7 milijard nas je, kam zdaj delo s svojim življenjem. Večina ljudi nima odgovora na to vprašanje. In takih ljudi je zmeraj več. In mi dva s Kristi delamo meditacije in delamo tečaje in pišemo knjige in snemamo CD-je in snemamo meditacije, zato da lahko ljudi vračamo nazaj k njim. Pa so prišli pa vodniki dol. Vodniki so ene energijska bitja, ki jih imate drugače tudi vi. Večina ljudi nima dovolj močno razvite energije, da bi jih lahko zaznavali. Zato večina meni, da so vodniki nekaj fiktivnega, nekaj pravličnega, nekaj izmišljenega. Ampak v resnici ni tako. Niso izmišljeni, resnični so. Govorimo samo o energijskem svetu, o energijskem nivoju, ko ga večina ljudi zaradi problemov, ki jih imajo na zemlji, ne zaznava. To ne pomeni, da so ti ljudje slabi, pomeni samo, da so zmedeni, pomeni samo, da so se malo izgubili, da so se tako močno obremenili zaradi službe, zaradi zdravja, zaradi problemov v odnosih, ki jih imajo, da so pozabili, kdo so v resnici. In v današnjem svetu ni težko pozabiti, kdo si v resnici. Ste opazili to? 2 meseca gledaj televizijo, boš takoj pozabil, kdo si. Ker ti bo ves čas nekdo govoril, kdo si in kdaj moraš zboleti in kaj moraš kupiti in kaj moraš jesti za kosilo in kaj moraš iti na dopust in kaj moraš oblečiti. Ves čas ti nekdo nekaj govori. In če v tem svetu ne razmišljaš svojo glavo, se zgubiš. Zatavaš v novicah, ki ti drugi ljudje pošiljajo v glavo. In nič ne zamerim mnogim ljudem, da ne vejo, kdo so in da ne vejo, kaj si želijo. Ker ja, v tem svetu rabiš imeti res pogum, da to gotoviš. Pa sem pa gotoviš eno stvar, da pa jaz pišoka včasih, oziroma večino primerov, pa vem, kaj hočem. Da vem, kaj si želim in da dostikrat lahko jaz ljudem, ki ne vejo, kaj si želijo za življenje ali pa ne vejo, zakaj se nekaj dogaja, namesto njih to povem. In sem začel delati z ljudmi. In smo začela oba s Kristi delati z ljudmi. In smo začela zavestno posvečati ful velik del svojega življenja in svoje energije temu, da bomo služili svetu. Jaz sem bil včasih res velik egoist. Včasih je bilo vse zame. It's all about me. Žmahar je to, žmahar je on. Če žmahar ni srečen, noben ni srečen. To sem bil pri 15, 16, 17, 20, 21. Je bilo vse zame. In takrat je moje življenje, nazven zebnsko sicer malo funkcioniralo, ampak znotraj mene pa nisem bil srečen. Ni bilo dobenega globjega bistva. Pa sem rabil zelo dolg časa, da sem ugotovil, da obstaja način, da lahko jaz svojo notranjo srečo in smisel za svoje življenje zgradim s tem, da pomagam drugim. Ker če jaz pomagam živalim okoli mene, ali pa jaz pomagam enemu človeku, ki je izgubljen, ali pa jaz napišem knjigo Heroj karizmatične prihodnosti, katero rabi 1000 tipov v Sloveniji, zato da se bojo nehali obnašati kot otroci in bojo končno naredili zakone, ki so jim všeč in postali očetje, ki si želijo in prevzeli odgovornost. Če lahko jaz napišem tako knjigo, potem jo bom napisal. In potem sem ugotovil, da lahko jaz spreminjam drugim ljudem življenja s tem, da delam to, o čemer sem dober, da poslušam notranjega lightworkerja, s tem rečem. In ko sem začel to delati, sem začel postajati srečen. Jaz nikoli včasih nisem povezoval to, da služim drugim ljudem in da delam z drugimi ljudmi z lastno srečo. Meni se je zdelo, kaj bom jaz delal z drugimi ljudmi, če jaz sebi moram srečo zgraditi. Nisem videl te povezave, ful sem bil slep. Nisem videl povezave med mano in med drugimi ljudmi. Tako kot je danes te povezave, mnogi ljudje ne vidijo. Mnogi ljudje uničujejo naravo, pa sploh ne razumejo, da se narava uničuje zaradi njih. Mnogi ljudje prizadanejo ljudi, pa svoje družine, pa prijatelje, pa sploh ne vejo, da so oni tisti, ki so prizadeli. Sem gotovil, da največji problem te družbe ni to stvar, ki se naredi, ampak to, da folk sploh ne ve, da so oni vzrok, zakaj se je neka stvar naredila. A ste opazili to?
da včasih vidiš kakega človeka, ki dela stvari, ki niso glih najboljš, ali pa govori stvari, ki prizadanejo in sploh ne more sprejeti dejstva, da njegove besede res bolijo. In sploh ne morejo nekateri ljudje sprejeti dejstva, da njihova podjetja onesnažujejo in zanikajo. In ko pridemo ljudje v fazo zanikanja, takrat se res odmaknemo od samega sebe. Takrat se nam še tisti duhovni darovi, tista inteligenca, ki imamo znotraj nas, umakne. Ker če ti zanikaš, tako ne rabiš razmišljati, ne? Zakaj rabiš ti inteligenco energijsko, če zanikaš? Ti rabiš energijsko inteligenco takrat, ko razrešuješ, takrat, ko gradiš, takrat, ko spominjaš, takrat, ko si ti v zanikanju, ne rabiš ničesar razen samega sebe. In veliko ljudi je v tem položaju. Jaz sem ugotovil, da ko sem jaz sebi neko zanikati stvari in drugim ljudem pomagal, da so nehali sam sebi zanikati tisto, kar jih je motilo v življenju in si začeli priznati iskrene odgovore in si začeli priznati, kaj si v resnici želijo ali pa priznati, da so mogoče nesrečni s tem, kar počnejo, takrat sem jaz začel postajati še bolj srečen. In danes ta večer je poziv k lightworkerjem, zaradi tega, ker takih ljudi, ki se zanikajo, takih ljudi, ki se ne znajo spraviti iz problemov, takih ljudi, ki se ne znajo najti informacije, ki jih potrebujejo, tam z njih postali preveč. In duhovni svet, jaz mu rečem kar duhovni svet, vesolje, lahko rečemo, da če se nekdo ne more postaviti s tem, vesolje je rekel, zdaj je čas, da se začnejo inicirati novi lightworkerji, da se začnejo inicirati novi liderji, novi ljudje, novi učitelji, novi pisatelji, ljudje, ki prebujajo s svojim življenjem. In to ste vi. Jaz vem, da ste danes vsi prišli sem z enim namenom. Nekateri ste prišli z namenom danes sem, da se boste začeli mogoče spraševati bolj globoko vprašanje v svojem življenju. Danes živeti ni problem. Zaradi tega, ker ti drugi ljudje povejo, kako živ. Tudi če sam ne znaš živeti, poslušaš šefa, poslušaš radijsko voditeljico, poslušaš trgovce, kako moraš živeti, pa nekako živiš. Živeti smiselno, živeti tako, da si konc zvečer, ko greš spat, pomirjen in da ko umreš, ne vem, 120 letih, da si pomirjen s svojim življenjem in da pustiš zapuščino, to je tista umetnost. Ampak, če hočemo ljudje na tak način živeti, moramo začeti stremeti globim resnicam. Superficial oziroma površinsko življenje ni več dovolj, površinska vprašanja niso več dovolj. Ljudje moramo vedeti, katere so temeljne odločitve, na podlagi katerih zbiramo partnerje v življenju. Zakaj zbiramo službe, ki jih imamo? Ne samo zaradi denarja. Večina ljudi dela stvari zaradi denarja. Če delamo stvari zaradi denarja, živimo površinsko, ker denar je samo sredstvo. Mi moramo delati stvari zato, ker sebe izražamo skozi te stvari. Potem lahko mi v resnici s tem spreminjamo svet. In če ste danes tukaj, da se začnete spraševati bolj globoko vprašanje, čestitam. To je eden najbolj ključnih korakov v življenju, ki jih mora vsak človek narediti, če se hoče zbuditi. Zaradi tega, ker je vse v inkarnaciji, da se zbudiš. Priješ na zemljo zbujen, dojenčki so vsi zbujeni, vejo, kva hočejo, vejo, kdaj jim ne paše, takrat se začnejo dreti, vejo, kdaj so lačni, sploh jih ne zanima ura 2 po noč, 3 po noč, so sred restauracije, ali mama mleko, ali ga nima mleka, kdo je tam, sploh jih ne zanima, oni hočejo jesti pa pika. Točno vejo. Potem se pa začnemo ljudje kolektivno izobraževati, ljudje se začnemo šolati, ljudje se začnemo padati pod vpliv mnogih tisočih ljudi okoli nas in se nehamo izobraževati in nehamo biti to, kar smo in izgubimo stik samim seboj. Tako da, če ste danes prišli sem, zato da se boste začeli spraševati globoko vprašanje o tem, kaj ste v resnici sposobni, kakšne darove imate, ker v drugi meditaciji na koncu bomo delali aktivacijo dušnih darov, ki jih imate kot višji jaz, kot duša, vsak izmed vas, potem ste že itak v štartu zmagali. Tisti, ki ste prišli pa sem in nekateri ste prišli pa sem zaradi tega, je pa, da začnete svojo srečo, svoj smisel življenja graditi skozi pomoč drugim. To ne govorim zdaj, da postanemo vsi dobrotniki in da vse razdamo ljudem in da gremo ven in se raztrgamo za druge ljudi, sploh ne. Govorim pa sam, da stvari, ki jih izbirate za svoje življenje, izberete z namenom. Da z namenom rečete to, kar rečete in živite tako, kot živite, ker vete, da vas oddaleč gleda 2000 ljudi na Facebooku, v vaši okolici, v vaši pisarni in gledajo, kaj počnete. In če boste vi začeli živeti svoje življenje po svetlobnih načelih, če boste vi začeli prihajati v stik samim seboj,
Bodo začeli ljudje k vam prihajati in vas spraševati, kaj pa ti počneš, da si toliko drugačen? Kaj pa ti počneš, da si toliko drugačna? Kaj pa ti počneš, da toliko žariš? Zakaj si pa ti toliko mirna? V našem kolektivu pa noben ni mirna. Zakaj si ti toliko mirna? In takrat boš lahko rekla, zakaj? Boš lahko ljudem dala roko in jim povedala, gledaj, to pa to počnem. In nekateri ste danes tukaj, ker je čas, da si priznate in da v sebi zbudite lightworkerja, da v sebi zbudite nekoga, ki dela za svet, za živali. Jaz sem zdaj ugotovil eno stvar. Narava je dosti dolgo delala za človeštvo. Narava je človeštvo dala vse. Mi smo prišli kot človek na naravo, mi smo gore, mi smo vodo, rudnine, milijone ton hrane, lesa. Vse nam je narava dala. In potem je prišel človek s svojim egom, za bogih 50 let zgubo navigacijo in kompas znotraj sebe, malo po bluzo, par težkih podjetij ustanovil, začela se je verižna reakcija in danes narava ne more na nekaterih področjih več dati. Ne, da ne želi, ne more. Zaradi tega, ker če bo na enem področju nekaj dala, bo mogla na drugem odvzeti. Zaradi tega je prišel čas, da začnemo ljudje sodelovati med seboj. Da začnemo ljudje sodelovati med seboj tako, da si pomagamo. Nekatere živali v Sloveniji in v svetu ne bojo preživele, če jim človek ne bo pomagal. Je pa se žival, ona je tako divja, ona se bo tako znašla. Ja, žival se znajde v okolju, ki je naravno, ampak mi smo jo to okolje odvzeli. Kako se bo žival znašla v okolju, ki ni več njeno? Tako da bomo zdaj mi mogli pomagati. Razumete? In to je klic lightworkerjev. To je klic vsakmu izmed vas. Človek pa lahko pomaga takole. Zakaj? Zaradi tega, ker pri človeku pa največja moč ni v tem, da je pameten. Ljudje sploh nismo drugače toliko pametni. V bistvu mislimo, da smo na vrhu prehranjevalne verige, ne? V bistvu nismo. V bistvu toliko stvari, ki smo ljudje zafrknali v moderni dobi, dobeno drugo bitje ni zafrknali v celi evolucijski zgodovini. To zapravo ne vem zdaj, koliko smo inteligentni, pa ne. Vem pa eno stvar, da človek s tem potencialom, ko ga ima, zdravi, ki jih ima znotraj sebe, resnično močjo, ki jo ima človeška energija, ki je zbujena, resnična energija, ki se sproži, ko se človek spomne, kdo je kot višji jaz, kdo je kot duša, kdo je kot kreator, takšen človek lahko spremeni svoj kolektiv takole. Človek, ki se spomne, kdo je, človek, ki se zna povezati samim seboj in dovoli, da preko te povezave dela celotno vesolje z njim, človek, ki se nauči kanalizirati rešitve za človeštvo, človek, ki se nauči kanalizirati dobre knjige, ki zdravijo, dobre knjige, ki zbujajo, človek, zdravniki, ki znajo kanalizirati nove zdravilne metode, takšni ljudje pa lahko spremenimo svet. In ga lahko popravimo. Svet se ne spreminja tako, da bomo zdaj bele zastave kupili, najeli 5000 ljudi, ki bo letake delili in šli od vrat do vrat. Svet se spreminja tako, da se vi zbudite. Pri sebi. Ko se boste vi zbudili pri sebi, boste zbudili ljudi okoli sebe. In ko boste enkrat zbudili ljudi okoli sebe, boste zbujeni. Takrat se bo začel mrežni marketing, jaz temu rečem. Takrat se bomo vsi zbudili. Ampak se morate vi najprej zbuditi. Ko bi vi vedeli, koliko je enostavno, veliko bolj težko je živeti z egom in trpeti na vseh možnih področjih, ko pa živeti mirno prebojeno življenje. Jaz vem, da se danes zdi, da se moramo ljudje matrati za to, da najdemo dušni mir. Ampak v resnici iluzija to. Ljudje se moramo matrati za to, da hodiš 10 ur v službo, ker ne maraš. To je matranje. Da pa ti delaš stvari, ki so ti dušno blizu in s katerimi spreminjaš svet, to pa ni matranje, to je pa življenje. To je pa smisel, inkarnacije, ki si ga podpisal, preden si se kot duša inkarniral v to življenje, katerega ste si vi izbrali. Veste, koliko malo je treba, da se človek zbudi v tem, kar je? In to sem hotel narediti šolo za lightworkerje. Hotel sem ljudi, ki imajo notranjo navigacijo usmerjeno proti sebi in proti duhovnosti, proti višjim frekvencam, proti miru. Zakaj govorim tukaj o nekaj duhovnosti? Jaz sploh nisem veren drugače. A veste, to nima dobene veze z vero. Ampak duhovnost je samo ena sfera, katero jaz dojemam, v kateri so rešitve zapisane. Duhovnost je višji nivo človeka, ki je močnejši od njegovega ega. V egu na zemlji veš samo tisto, kar so te drugi ljudje naučili. Če se naučiš kanalizirati, povezovati svojo auro, višjim jazom in aurami drugih ljudi,
potem lahko dobiš dostop do informacij, ki te ni nihče naučil. Temu jaz rečem duhovnost. In vsak izmed vas ima ta notranji zapis. Zaradi tega, ker vsak izmed vas kot duša ne prihaja iz porodnišnice. Vsak izmed vas kot duša prihaja iz visokih civilizacij, kjer bivate že tisočletje kot duše, kot višji jazi. In ko pičete modrosti, če bi zdajle vse dojeli, bi vas zmrazili po celotnem telesu. Koliko ste pametni v resnici in kaj lahko eden človek, ki je prebojen, naredi. In včasih je težko biti lightworker na zemlji, priznam. Jaz imam kar močen karakter, pa tudi kar visok sem zrastel, nekateri ljudje se me že kar tako malo umaknejo, že zaradi višine, kaj sem prijazen. In vidim, ko imam kakšne ideje, ko se odločim kakšne odločitve, ko so svetle za mene, naprimer, ko sem se odločil, da bom nehal alkohol piti, ali pa odločil, da bom nehal meso jest, ali pa ko sem se odločil, da bom začel meditirati, da bom nehal ven hoditi žurat. Žurat govorim tista, veš. Ko sploh ne veš, ne. Ko sem se te stvari odločil, je družba rekla, Žmahra, kaj je stvar narobe? Jaz se spomnim, ko sem začel meditacije voditi, pa delati duhovne tečaje, posebnostne tečaje. Meni prijatelj iz mladosti poklical, mi je rekel, dej, usedi se tule, smo šli na eno pijačo, in mi je rekel, Žmahar, dej povej mi, glej, 15 let te že poznam, kaj je narobe s tabo? Kaki angeli, a se tam čist zmešal, a si čist nor? In takih ljudi, danes nismo več prijatelja, tako, takih ljudi je v življenju veliko. In vi vsi veste, tisti dan, ko ste pozitivni, tisti dan, ko ste inspirirani, tisti dan, ko prijete pa malo ljudi spodbudite, koliko dobite hiter poglede, kaj je ostalo narobe, boš stran kot v udaru. A veš, takoj dobiš polena pod noge. Jaz, ko sem to knjigo za heroja letos decembra napisal, pa misionarko prej 2 leti nazaj za ženske, jaz sem mislil, da bo ljudje prišli k meni in rekli, Žmahar, čestitam, to je dobra knjiga, moja ženo si zbudo. Veste, kaj je prva reakcija enega modela, tipa, ki je naključno prišel mim, njegova punca prebrala to knjigo, stari, sam probleme smo zdaj naredil. Jaz se matram, napišem 400 strani knjige, ki bo zbudila ženske, zato da punce ne bojo več dovolile, da se hodi po njih, zato da bojo dale svoj glas in karizmo ven in pa mi ti to prebiješ. Vse si sploh ne zaslužiš svoje punce model, če tako razmišljaš, ne. In to je včasih, ko se zemeljska realnost, ki je včasih siva, udari s to frekvenco, o kateri jaz danes govorim. Ko prideš poln energije, ko prideš poln navdušenja, ko prideš poln dobre volje in rečeš, meditiraš kaj? Kaj bi stalo narobe zbolan? To je zemeljski svet danes. In včasih v tem zemeljskem svetu ni enostavno biti duhovni učitelj, ni enostavno biti lightworker, ni enostavno obdržati tega notranjega fokusa, te prepričanja, te perspektive svetlobe v sebi, o poplavi množičnih, toksičnih, negativnih informacij, o poplavi ljudi, ki so nezadovoljni za vsako drugo stvar v življenju. Ni težko, ni lahko vedno ohraniti tega energije. Tudi jaz sem kdaj utrujen. Pride čas ljudi k meni na tečaj in sem res utrujen in vem, da želijo dobro, pa me pa črpajo in hočejo od mene energijo in hočejo, da zagotavljam stvari za njih. Saj lahko včasih naredim te stvari, ampak ne morem vedno narediti. In zato jaz rabim vedeti, kot Mihael Žmahar, kot Aziris, moj višji jaz, rabim vedeti, kaj moram jaz delati svojo energijo, da lahko v tem svetu obstojim, da lahko v tem svetu preživim, da lahko v tem svetu napišem novo knjigo, da lahko napišem novo knjigo, pa novo knjigo, pa novo knjigo, pa naredim nov seminar in sem še vedno na sceni in še vedno delam z masami ljudmi, ne pa da se v tem strošim in odneham zaradi tega, ker mi je 1000 ljudi rekli, da sem čuden. Zato sem naredil šolo za lightworkerje, ker vidim toliko dobre ljudi, ko včasih pridejo sem, toliko dobre ljudi, ko imajo potencial, imate potencial, ko imate darove, eni imate takšne knjige v auri zapisane, da ko mi čakam, da poštekate in jih napišete, da lahko preberem. Eni imate take terapije, s katerimi boste zdravili ljudi v svoji auri, ki sam čakajo, da jih boste zasidrali in začeli z njimi spreminjati to zavest. Eni ste naravni mediatorji, znate uporabiti besede, s katerimi lahko razrešite katerikoli spor. Ampak jaz vam moram danes pokazati, kako lahko vi to svojo svetlobo ohranite na planetu Zemlja.
Jaz ne želim, da se vi zbudite, prebudite in postanete navdušeni nad tem, kar ste, pa prijete pa ven in dovolite, da vas zunanja tema zabije. Zato sem naredil šolo za lightworkerje. Zato, ker morate ugotoviti, da na zemlji rabiš pa proklet močen karakter, da preživiš. Zemlja, življenje ni enostavno. Vsi, ki imate otroke, dvignite roke. Okay. Vsi, ki dobite položnice, dvignite roke vsak mesec. Okay. Vsi, ki morate tankati avto, dvignite roko. Vsi, Andreja, ki skozi drži. Vsi, ki ste bili že bolni, bolani, dvignite roke. Vsi, ki ste gradili hiše, dvignite roke. Vsi, ki ste kupali stanovanja, dvignite roke. Vsi, ki ste že kdaj podpisali krediti, dvignite roke. Vsi, ki ste že kdaj koga zgubili v svojem življenju, dvignite roko. Vsi, ki še boste koga zgubili, dvignite roko. Razumete? Zdaj sem vam naštel osnovne življenjske lekcije. Stvari, ki se vam bo zgodilo tako ali pa drugače, ki se vsakmu zgodijo. A je biti enostavno človek? Ne. A je biti enostavno ob tem navdušen in prebojen človek? Ne. Zaradi tega rabimo ljudje karakter na zemlji. Karakter, da naredimo tisto, kar je prav, da naredimo. Karakter, da se znamo postaviti za svoje vrednote. Zato bomo na tečaju oziroma šoli za lightworkerje delali ful močne iniciacije, s katerimi bomo naredili na začetku dve stvari. Prva stvar, rad bi sinhroniziral ego in dušo vsakega, ki se bi rad odločil, da bo lightworker. Zakaj večina ljudi neha biti lightworker, oziroma zakaj dovolijo drugim ljudem, da jih prepričajo, da to ni v redu? Zaradi tega, ker nimajo moči. Ljudje pa nimajo energijske duhovne moči zaradi tega, ker je njihov ego ločen oziroma neločen, ni zavestno povezan z njihovo dušo. In če tvoja duša, tvoj višji jaz, ki je nosilec vseh informacij, ki je nosilec vseh zdravilnih metod, ki je nosilec vse manifestacije in kreacije in idej in vsega, ni povezan s tvojim egom, ki je pa izvršilec teh stvari, to se pravi čustva in telo, izvršujejo tisto, kar naša duša želi doseči. Če to dvoje ni povezano med seboj, potem boš težko lightworker. Potem ne boš mogel biti lightworker, ker ne boš imel udarne moči, s katero boš pelil svojo svetlobo naprej, s katero boš spreminjal svojo svetlobo svet, v katerem živiš. Ko sem dal Atlantis Master tečaje ven, to je tečaj modernega voditeljstva, 15. aprila se začne nova skupina, takrat so mi ljudje rekli, pa kaj ti daješ ven? Dajem ven tečaj za leadership. Dajem ven tečaj, ki bo ljudi izostril v njihovi energiji, da bo lahko delali s komarkoli, kadarkoli in tisto, kar bojo oni želeli. In če komu kaj ne paše, bo lahko ti ljudi postavili stran pred vrata. To je pa zelo duhoven tečaj, je, ker duhovnost na zemlji ni to, da sem jaz tukaj v belo oblečen in vam govorim o, ne vem, sadju in parjenju pikapolonic in vonjanju rožic. Duhovnost na zemlji je, da moram jaz vam povedati, kako vi plačite svoje račune. Duhovnost na zemlji je, kako vam povedati, kako preživeti v zakonu. Kako v temnem okolju ostati sveto. To je duhovnost. Lahko v temnem okolju na zemlji ostaneš sveto brez karakterja? Ne, ker te požrejo. Če boste si dali v žep 1 milijon evrov, ne? Klasična, 1 milijon evrov v žep. Evo, imate eno hudo količino obilja v svojem žepu, ne? Denar je oblika svetlobe, je oblika obilja. Če boste šli s tem žepom, polnim žepom, po Ljubljani, pa boste šli malo še dol v Bihać, pa Slovenski Brod, pa Banja Luko, pa tudi lagite gor na Dunaj, Berlin, London, stavim, da ne boste več tega 1 milijona imeli na zadnji strani v žepu v roku 2-3 ur. To je duhovnost na zemlji. Duhovnost na zemlji ni, da si ti iluzoren človek, ki ne zna živeti. Duhovnost na zemlji je, da se zavedaš, kje si. In da se zavedaš, kaj lahko narediš in kaj je potrebno narediti, da lahko narediš to, kar hočeš narediti. In to se učimo na teh tečajih. In ko imamo enkrat ljudje steber močen, ko znamo kanalizirati stvari, ko znam jaz kanalizirati svojo resnico, tudi če mi drugi ljudje rečejo, da brezvezna, pa sem jaz na dobri poti, da lahko jaz napišem knjigo Heroj. Glejte, jaz sem fant. In če bi bilo po moško v Sloveniji, verjamete, knjiga Heroj ne bi šla. Če bi fantje vedeli, kaj bom napisal v knjigo in bi fante spraševal za mnenje, kaj mislijo o določenih poglavjih,
bi mi 90% fantov rekli, ej star, jaz ti nor, izdal si svojo vrsto. To bi mi rekli. In to so mi rekli. O, tebe pa tvoja dobro zbrusla. To je bil en komentar. Stari, jaz sem mislil, da si ti bolj dec. Jaz sem knjigo za tipe napisal, verjem, da sem dovolj deca. Razumete? Ampak moram stati za to knjigo. In včasih spreminjanje sveta ni enostavno. Ker ko ti, če hočeš človeku pomagati, če hočeš človeka ozdraviti, čustveno, fizično, mentalno, kakorkoli, moraš se fokusirati na rano. Rana je vedno boleča. In ko ti začneš ljudem šarati okoli njihove bolečine, okoli njihove lekcije, okoli njihove travme, takrat vedno sekajo nazaj. Zato rabim biti jaz močen, da me to, ko me oni sekajo nazaj, ne podere. Sej potem ugotovijo, da so hvaležni, a ne? Sej volk, ko teče po tundri ruski in se ujame v tisto past, ne? Ko mu hočeš dati ti pas dol, tudi renči proti tebi in te hoče strgati, ne? In te hoče ugriznati, ker ne ve, kaj mu hočeš narediti. Zato, ker je v bolečini, zaradi tega, ker je prestrašen. In če lovec ni sestavljen in če lovec prestrašen in ne upa volku dol dati, potem bo volk umrl in lovec ne bo mogel biti lovec. Se strinjate? Če pa lovec sestavljen, če pa lovec zna prenesiti to napadanje volka in da volku tisto past iz noge, potem bo pa volk osvobojen in mu bo hvaležen čez 5 minut. To je light working na zemlji. In če hočemo ljudje delati to stvar na zemlji, moramo biti sestavljeni. Zaradi tega v prvem delu tečaja, prvem delu šole pomagam ljudem zgraditi temelj, da vi veste, kdo ste kot light workerji, da vi razrešite svoje travme, da vi razrešite svoje spomine iz preteklih inkarnacij, kjer so vas kot light workerja preganjali. Vem, da ni enostavno delati neke stvari, zaradi katerih te ves čas nekdo sodi in preganja. Ampak vi ste si to zbrali za svoje življenje. Jaz bi lahko se ukvarjal z neko spletno prodajo in bi preprodajal izdelke in bi delal neke zemeljske stvari in bi imel mir pred vsemi zemljani. To bi bilo super mirno življenje. Not, nisem se zato rodil. Jaz sem se rodil zato, da nerviram ljudi. Jaz sem se rodil zato, da ko pride človek men, aha, kako ste pa kaj danes, gospod Novak? Super, a vidim, da imate flajšter, daj ma pogledati, kaj je pod njemu. In prva stvar, ko naredim, potegnem flajšter dol. To počnem. To je light working. Zaradi tega, ker imam znanje, s katerim lahko ljudem pomagam. In veste, kaj se potem zgodi? Ne glede na to, koliko so ljudje hvaležni ali pa nehvaležni ali pa jezni na začetku na mene, na koncu smo vsi prijatelji. Zaradi tega, ker na koncu gotovimo, da vsi stremimo k temu, da smo srečni. Moj namen je, da si ti srečen. Če si ti srečen, bom jaz srečen. Klišejsko. Ampak končno smo ugotovili, da ta zakon vesolja deluje. In če imam jaz razrešene stvari pri sebi, pa lahko delam jaz z drugimi ljudmi in živalmi naprej. In ko delamo na naslednji stopni šole za light workerja, na naslednji stopni šole za light workerja vas bom naučil iniciacij, s katerim boste portale odprli. Čas pride ljudi k meni pa rečejo, Mihael, da mi povej, z katere civilizacije zvezdne jaz prihajam. Da mi povej, kdo je moj vodnik. Da mi povej, kakšno je moje življenjsko poslanstvo. Da mi povej, a je moj partner moja sorodna duša, ali je moj partner moja duša dvojčica, a prihaja kdo v moje življenje. Poglej sam. Zato imate vsi ljudje možnost. A veste, tisočletja in tisočletja so se ljudje trudili, da bi znanja, kot so jasnovidnost, branje aure, pomoč, zdravilstva, napovedovanje verjetnostnih resničnosti, branje ciganskih kart, komunikacija s pokojniki. Tisočletja so se ljudje trudili, da bi te sposobnosti pri ljudeh prikazali kot tabu, kot nekaj, kar je narobe, kot nekaj, kar je čudno, kot nekaj, kar delajo samo friki pa spake. V resnici je pa to normalna evolucija energije. Višja duhovna bitja, ki so bolj inteligentna kot ljudje, kot zemeljski človek, to normalno uporablja za svoje inkarnacije in za svoje življenje. In mi danes, ko gremo po poti prebujanja, začnemo dobivati spomine v to, česa smo resnici zmožni. Vsak izmed vas lahko vidi auro. Vsak izmed vas, če se odloči, lahko ve, kaj mu prinaša življenje. Vsak izmed vas lahko sledi eteričnim vezem in gotovi, kdo so njegove sorodne duše. Vsak izmed vas lahko gre v preteklo življenje in gotovi, kaj je bil v preteklem življenju.
Vsak izmed vas lahko pozdravi in zdravi katerokoli bolezen, če se dovolj izostrite v tem. To je vaša osnovna sposobnost. Tega se ne rabite učiti. Ljudje včasih pridejo k meni in rečejo, ja, veš, sem duhovnosti se ne moreš naučiti. Res je. In pa ko rečem, ok, duhovnosti se ne moreš naučiti, ker že vsi znate. Jaz vas ne morem naučiti biti duhovni učitelj, zaradi tega, ker ste že duhovni učitelji. Lahko se vam sam pomagam spomniti. Spomniti pod enim kupom informacij, ko so vam v zadnjih 20, 30, 40 letih nabili v vaše možgane, v vaše srce in zaradi katerih ste nekateri malo izgubili stik samim seboj. Vi vsi ste to, o čemer tukaj v duhovnem ateljeju skozi govorimo. Vi ne rabite nas, da vam pomagamo komunicirati z vašimi vodniki. Vi lahko to sami naredite. Zaradi tega ste prišli sem. Zaradi tega, ker ste začeli čutiti, da ste veliko več od tega, kar vam je mama mogoče rekla. Ali pa veliko več od tega, kar vam šefica vsak dan govori. Zaradi tega, ker ko človek pride v stik s samim seboj, takrat ugotovi, da se pravo popotovanje življenja šele začenja. In to delamo na drugi stopni tečaja šole za lightworkerja. Na drugi stopni vas učim prepoznavati vaše vodnike za določena področja, katera dela z vami. Jaz sem vodnika za vsako področje posebej v življenju. Ko rabim pisati knjige, pride ena vodnica. Ko rabim spremeniti življenjsko pot in izbrati novo življenjsko poslanstvo, pride drug vodnik. Ko se počutim slabo v kakšnem okolju in dobivam energijske napade in takšne in podobne napade, ljubosumnosti, imam druge vodnike. Ko kaj zafrknem, pride ena vodnica ponovati in mi pomaga razjasniti sliko, kaj sem zafrknil. Razumete? Vsi jih imate. Ponovati prijajo ljudje sem pa rečejo, a imam jaz tudi vodnika? Ja, dete Bože, imaš ga. Točen to, ko jih rabiš. Mogoče jih imaš samo 10, ampak teh 10 je ekstremno močnih. Mogoče jih imaš 100, mogoče jih imaš 5000. Jaz jih imam 65. Kristi jih ima pa malo več, jih ima pa 700 pa še nekaj. Večina od njih skrbijo za njeno varnost. Zato, ker so njene knjige tako dragocene. Razumete? Hočem vam samo povedati, da ste veliko bolj posebni, kot mislite, da ste. Ampak je včasih težko to vedeti, če ti celo življenje govorijo, kdo moraš biti. Če ti celo življenje nekdo govori in omejuje tvoj potencial in te proba stlačiti v kalup in poskrbi, da ostaneš tam. Veliko več obilja lahko ustvarite, kot ga trenutno ustvarjate. In veliko več ljudi vas lahko pozna, kot vas trenutno pozna. Veliko bolj pomembni lahko postanete, kot trenutno ste. Ljudje, ko pridemo v inkarnacijo, se odločimo, kako daleč bomo šli. Ali bomo ostali največje face na vasi svoji, ali bomo postali največje face v mestu, ali pa na celem svetu. In ko prideš do tega, da si največja faca v mestu, ugotoviš, da sploh nisi največja faca v mestu, ker so vsi face okoli tebe. To hočem doseči, da boste začeli razmišljati znotraj sebe, da imate vi vse te sposobnosti. Na drugi stopni delamo odpiranje portalov, iniciacija vodnikov, da boste ugotovili, kaj lahko vi naredite, da lahko sami na Sirius potujete. Da ne rabite mene, da vas na Plejade pelem. Da lahko greste sami v Atlantisovo knjižnico in berete iz nje. Da lahko sami greste kamorkoli želite in ne rabite mnenje in dovoljenje kogarkoli na tem svetu. Ker vas nihče v resnici energijsko, mentalno, čustveno, duhovno ne more ujeti na vaši poti in ne more sklačiti v kalup. Na tretji točki, oziroma na tretjem delu šole za lightworkerje se učimo brati svetlobne kode. Tretji vikend šole za lightworkerje je fantastičen. Zaradi tega, ker se učimo en kup iniciacij, s katerimi vas naučim zdraviti. A veste, da obstajajo zdravilne metode, ki jih novodobna medicina sploh še ni pogruntala? Da obstajajo zdravilne metode, ki jih še nikoli v življenju nihče ni zasidral. Eno izmed takšnih sem jaz dol potegnil. Zdravilna metoda, v kateri zdravimo s pomočjo eteričnega telesa. In prvič, ko sem jo dol potegnil, nisem vedel, koliko pomembna je. In takrat mene kliče ena tečajnica, ki je rodila sina, ki je bil ful močno poškodovan. In ta dečko mal je imel možganske poškodbe in je imel še en kup drugih poškodb, hrbtenične poškodbe, še en kup drugih poškodb.
In takrat je vodnica rekla, deli z njo terapijo, to, ko si jo dol dobil. In ne boste verjeli, ta mali fantek je en kup operacij zdaj prestal v življenju kot dojenček, ampak jih je veliko lažje prestal ravno zaradi te metode, ki sem jo njeno mamo naučil. Vsak izmed vas ima dostop do teh zdravilnih kod. Jaz ne želim, da vi postanete ljudje, ki ste odvisni od kogarkoli. Ne želim, da postanete odvisni od informacij drugih ljudi. Želim, da postanete toliko močni, da lahko sami dobite dol katerekoli informacije želite za svoje življenje. Zakaj bi rabili vedno, vse včasih rabiš, ampak zakaj bi rabili vedno zdravnika, da vam pove, kaj je narobe z vami? Zakaj bi rabili vedno drugo osebo, da vam pove, kje je vaš failure, kje je vaša napaka? Zakaj bi rabili vedno navigacijo, da vam pove, kje ste, pod narekovaji? Vsi ljudje imate te sposobnosti, da lahko potujete astralno po katerihkoli dimenzijah, kamorkoli želite in berete katerekoli informacije želite. Knjig Heroj, kjer ste prebrali knjigo Heroj? Tukaj bomo toliko dol, dokaj ne boje se roke gora, prav. Takih knjig, ko je Heroj, ko sem jo prebral, sem se zjokal. Ko je Kristi prebrala, sem se zjokal. Mimo grede, danes imate 10 € popusta na njo, zaradi tega, ker je Valentinovo se bliža. In vam jo podarjamo popust pred Valentino, da bo čim več ljudi prebrali. Takih knjig je na tisoče in tisoče zasidranih v informacijskih mrežah in čakajo, da se jih potegne dol. Ene bojo prodane v 1000 nakladah, ene bojo prodane po milijonskih nakladah. Zdaj ne vem, kdo jih bo napisal. Zmenite se sami, ja, prav? Okay? Ko enkrat človek zna brati svetlobne kode, ko enkrat človek zna brati aure drugih ljudi, ko enkrat človek ve, kaj se pretaka v misli drugih ljudi, ko enkrat zna človek slediti eteričnim vezem, s katerimi smo povezani, si predstavljate, koliko fajn življenje je to? Poznate Cesarjeva nova oblačila pravljico? Poznate, ne? Od Hansa Christiana Andersena. Ta človek je napisal pravljico o cesarju, katerega dva modna kreatorja pretentata in mu prodata oblačilo, katerega lahko vidijo samo ljudje, ki so pametni, inteligentni. In ker je cesarja sram, da ne bi izpadel pameten, reče, da vidi oblačilo, v resnici pa oblačila ni. In si obleče nevidno oblačilo in hodi enak po mestu, ne? No, nekako tako izgledajo ljudje, če znate brati energijo. Lahko preberete energijo česarkoli. In če imate prava svetlobna načela, takrat se vam bojo v pridobivanju informacij priključili tudi njihovi vodniki. Zaradi tega je prva stvar, ki delamo v šoli za Lightworking, sidranje svetlobnih načel, svetlobnih resnic. Da boste vi kot človek, kot inkarnirano bitje na zemlji vedeli, kaj je prav in kaj je narobe. Ne zemeljsko, kaj je prav in kaj je narobe, ne pravno gledano. To vsi veste, da ne smete čez cesto pa rdeče luči, pa da se čokolad pa lizik ne kradejo. Ne? To vsi veste, pač, da tisto, kar je od soseda in kar je tvoje, in da ne smeš lagati in preklinjati. Te zadeve ljudje načeloma vejo. Ne? Ampak ljudje se pa ne zavedajo globoke zakonitosti manifestacije. Ljudje se pa ne zavedajo globoke zakonitosti zdravljenja. Ne zavedajo se, kako lahko s tem, ko sledijo nekim zemeljskim pravilom, v resnici omejujejo potencial ljudi. In en kup energijskih zakonov je, en kup energijskih pravil je v vesolju načeloma, ki jih mora Lightworker poznati, če hoče na veliko delati z ljudmi. In to se bomo učili na šoli za Lightworking. In potem pridemo do zadnje stopnje šole. Zadnja stopnja šole za Lightworkerje so pa cikli Lightworkerja. So pa cikli, skozi katere greste vi kot Lightworker. Kdaj se morate učiti, od koga se učite in kdaj ste vi tisti, ki učite. Kako delati z svojimi vodniki in kanalizirati direktno od njih za vaš Lightworking na zemlji? A mislite, da jaz pišem te knjige? Ne. Teh knjig, priznam uradno, in zdaj to Max snema, ne pišemo mi da dva s Kristi, sama za svojim umom. Te knjige kanaliziramo iz višjih sfer in jih samo prelijamo na papir. Iz zemeljskega vidika to zgleda, ja, kot da jih pišemo sama, ampak včasih napišemo poglavje in ga potem moramo prebrati, da ugotovimo, kaj smo napisali. Razumete? In pa je ful zanimivo, ko napišeš poglavje in prebereš, wow, to sem res dobro napisal. To se začne ljudem dogajati, če začnemo kanalizirati. In ko enkrat človek naredi
te stvari, ki sem jim zdaj razložil, ko enkrat sinhronizira steber znotraj sebe, ko enkrat zna inicirati svetlobna pravila, svetlobne vrednote v svoje srce, ko si loči tisto, kar je pomembno in kar je nepomembno, ko si zna postaviti okoliščine, v kateri bo preživel, ko zna tiste temne okoliščine dati stran, ko zna energijsko zaščito postaviti za svojo svetlobo, s katero lahko gre v katero okolje in poskrbi, da mu nihče na tem svetu ga ne more prepričati, da se odreče svoje svetlobi, spustiš takšnega človeka v svet. In tak človek spremeni svet takole. Ena taka izmed teh ljudi je Kristi, ko pitbull je, z vsemi svojimi idejami, z vsem svojim potencialom, srcem, ko ga ima tukaj do Antarktike, ima milijone in milijone idej in 24 ur časa na dan vsak dan, zato da dela svoj lightworking. In piše knjigo za knjigo, knjigo za knjigo. In zdaj bo začela odpirati tržišče za tržiščem, tržišče za tržiščem. Pa bo šla Evropa, pa bo šla ZDA, pa bo šli drugi kontinenti. Wow! In kar naenkrat ne bo več samo 1000, 10 000 ljudi, ki berejo njene knjige, ampak jih bo 100 000, milijon. Sam zato, ker se je punca nekega dne spomnila, kdo je v resnici. In kaj je v resnici mogoče. Da njena služba, ki je takrat imela od 8 zjutraj do 4 popoldan za 900 evrov na mesec, ni to, kar je hotela njena duša za inkarnacijo. Da je ugotovila, da je dolg čas, se celo življenje pogovarja ene in iste stvari. In se začela pogovarjati z biti, z višjim jazom, katere imate vsi na voljo. Najbolj zanimive pogovore življenja, ko sem jih naredil, nisem naredil z ljudmi. Najbolj zanimive pogovore, ko sem jih naredil, sem naredil s svojim višjim jazom. Wow! Če mislite, da sem jaz pameten, moj višji jaz je pameten. Če mislite, da ste vi pametni, čakajte, da spoznate svoj višji jaz. Čakajte, da spoznate, kakšne informacije ima on za vas, vaša duša. Ne vaš mali ego, ki ve sam tisto, kar se v šoli naučil in tisto, kar je na internetu prebral. Vaša duša, ki ima dostop do informacijskih mrež, planetov. Vaša duša, ki ima dostop do celičnega spomina vseh vaših inkarnacij, do izvora vaše duše. Si predstavljate, kakšne stvari se lahko s temi biti pogovarjaš? To ni tako kot sosed Jože, ko se pogovarjaš o vremenu, pa koliko je inflacija narasla, pa kje bo štajerska avtocesta zaprta. Ne, z vašimi vodniki se niti ne boste želeli pogovarjati nič, kar je povezano z zemljo, ker boste hoteli odgovore. In ko enkrat ti začneš delati na ta način, postaneš lačen. Jaz vprašam svoje vodnike vse. Dragi vodniki, katera sol je boljša za mene? Himalajska ali koprska morska? Ste videli, da ni za mene najboljša morska sol iz piranskih solin, ampak da je himalajska zame boljša, glede na mojo biološko DNK sestavo? Kristi, za njo je pa morska sol boljša, zaradi tega, ker ima drugačno DNK sestavo kot jaz. Če se enkrat naučite ljudje brati DNK sestavo, v kateri so zapisani vsi spomini biološkega, mentalnega in čustvenega telesa, potem boste znali zase delati prave zbore. To bomo delali na šoli za lightworkerje. Šola lightworkerjev je program, v katerem bomo delali en kup manifestacij, iniciacij, en kup zdravilnih manifestacijskih kod, kakršnih jaz, ko sem jih prvič videl, mi je bilo kot jaz, a bojo razumeli? Ja, bojo razumeli, samo začnite jih uporabljati. To je šola za lightworkerje, da postanemo budni. Jaz želim samo, da z odprtimi očmi hodite po svetu in da nehate gledati samo tisto, kar vam drugi ljudje želijo, da gledate. Ampak da začnete videti tisto, kar je. Da začnete brati energije, ki drugi ljudje niso sposobni brati. Ne zaradi tega, ker so smotani, ampak zaradi tega, ker so se pač tako odločili. Tisti, ki želite delati z manifestacijskimi energijami, zaščitnimi energijami, začenjam 3. marca mojstra meditacijske terapije. Še en odbit kozmični tečaj. Odbit kozmični tečaj, na katerem jaz znova, za vsaki stopnji znova zaživim in znova se rodim. Zaradi tega, ker ko delam mojstra meditacijske terapije in vsi tisti, ki prijete na ta tečaj, vidite, da je ta tečaj čist kontra vsega, kar so vas kadarkoli učili. In da se učimo popolnoma drugačne stvari videti na drugačen način. Boste videli, koliko svetov v resnici dela z nami.
takrat, ko se ljudje odločimo, da bomo mi delali z njimi. Zdravje, a vidiš? Zato sem vam dal ta mali list, to so novi tečaji, ki jih začnem. Šola za lightworkerje, čemer danes govorimo, se začne 24. marca. Mojster meditacijske terapije se začne 3. marca. Atlantis Master, tečaj modernega voditeljstva, leadership z Atlantisovimi vodniki, se začne 15. aprila. Leja na tem tečaju, ne? Ona je tak, to prava. To so stvari, ko so vse namenjene za to, da je vaša svetloba močnejša. Eni ljudje boste ugotovili, da ste naravni zdravilci, eni ste naravni bioenergetiki, eni ste naravni učiteljni, eni ste naravni motivatorji, eni boste delali zvezdno energijo. Tečaj za zvezdne generacije se začne 11. marca. 11. marca tečaj za zvezdne generacije, ne? Mirko ga je glih kar končal. To so znanja, ko se nam vsem na voljo. In jaz bi rad, da lahko tudi jaz grem na kak tečaj. A veste, na kjer tečaj lahko jaz hodim Kristi? Pa nalo. Razumete? Naredite stvari, ki jih še nihče ni naredil. Zato ste se rodili. A ne bi bilo škoda, če ne bi jaz napisal heroja? Bi bilo, ne? Zakaj sem ga pa rabil napisati? Vse ga vem v glavi, vse ga za sebe vem. Zakaj sem ga rabil pisati par mesecev, pa se matrati, pa bolečino hrbtenice imeti? Če ga tak vem, zaradi drugih, ne gre se vedno vse za nas. In ko sem začel z drugimi ljudmi debatirati o heroju, in ko sem začel drugimi ljudmi debatirati o meditaciji, o meditacijski terapiji, o energijskih iniciacijah, takrat se celotno moje življenje povečalo. Razumete? Nagrada, ki ti jo da vesolje, zaradi tega, ker mu pomaga širiti svetlobo, je več kot 3-kratna na vseh področjih. Nikoli v življenju nisem imel toliko prijateljev, kot jih imam zdaj. Nikoli v življenju nisem dobil toliko čestitk za knjigo, ko sem jo dobil zdaj. Nikoli v življenju nisem bil toliko srečen, kot sem srečen zdaj. Sem zemeljski človek, ja, del mene je še vedno zemeljska inkarnacija, ego, in še vedno imam vse probleme, katere imate vi. Ampak, ko pride do problema, ga znam hitreje rešiti, kot pa nekateri ljudje. Zaradi tega, ker ga ne rabim reševati sam. Včasih, na primer, pride kdo sem pa reče, pa koliko ti vse veš? Ne rabim vedno gledati po Googlu, pa ne rabim gledati po enciklopediji, zaradi tega, ker mi vodniki povejo. To se zgodi, ko ti začneš slediti svojemu notranjemu lightworkerju, ko ti začneš slediti svoji resnični moči, takrat se celo vesolje priklopi na tvojo auro, z vso svojo inteligenco in ti začnejo tvoje življenje voditi hitreje naprej. Razumete? Ne rabim jaz vsega sam narediti. Ne rabim jaz vseh stvari sam premakniti. Ene stvari vodniki za mene premaknejo. Ne rabim jaz razmišljati, kako bom napisal neko stvar. Vodniki mi povejo, kako jo naj napišem. Si predstavljate, da imaš skozi nekoga, od katerega plonkaš? To je lightworking. Ne rabite bremena tega, da zdravite druge ljudi in da pomagate drugim ljudem njihove življenje urediti, dati nad svoja bremena. Nataša, si predstavljaš, da bi mogla ti komunicirati sama s pokojniki, da bi mogla sama od njih informacije vlečeti, ali pa da bi mogel ti ciganske karte, ki interpretiraš, se sam razbijati? Ne, nalo ciganke povejo, kakšen je message. Ciganske karte, ki interpretira. Nataši vodniki, njeni angeli se priklopijo in povejo odgovor, ki ga njena stranka na medijstvu rabi slišati. Bolj kot delaš svetlobo, manj rabiš sam stvari zagotavljati, ker dobiš vse na pladnju. Moraš pa nastaviti roko, na katero ti bo dal pladen. In nekateri ljudje v življenju hodijo takole. Ne hoditi z roko mi v žepu. Dajte roke ven, zato da vam dajo pladen na roko. Resnično življenje ne rabi iti toliko počas, kot pri nekaterih ljudeh gre. Če ljudje naredimo prave stvari in naredimo prave odločitve znotraj sebe, se lahko vse začne dogajati hitreje. Lahko vse postane vodeno direktno tja, kamor si želite. Dvignite roke vsi, ki ste več kot 5 služb zamenjali. Ok? A ne bi bilo fajn, da bi že v štartu našli tisto, ki vam je všeč? Ha?
Zaradi tega, ker si se vsake naučila nekaj, kar je pomembno zate. Ampak dejstvo je, da se večina ljudi ne uči tisto, kar je pomembno za njih, ampak za njihov ego. In večina ljudi ponavlja eno in iste lekcije, znova in znova in znova. Kot hrčki so, ko se v steno butajo. 20 let. Nič je narobe s tem, če se učite, ampak ti se eno stvar zelo hitro naučiš. Ne rabiš biti 20 let v eni službi, da se naučiš lekcije iz te službe. Ne rabiš biti 10 let poročen z nekom, da ugotoviš, da ta človek pravi ali pa ne pravi zate. Lahko ugotoviš stvari hitreje. Razumete? Ljudje na zemlji so rekli, ja, vse zahteva svoj čas. To je res. To je zemeljsko pravilo, da vsaka stvar zahteva svoj čas, ampak ne toliko časa vedno. Jaz samo eno znanko. 11 let že študira pravo. Ja, veš, to ne gre tako hiter. Vem, da ne gre tako hiter, sem tako počas, pa tudi ne. Razumete? Dajte si pospešiti stvari. Če ste podjetnik, a ne bi bilo zanimivo vedeti, na katera tržišča se osredotočite že na začetku? Kateri ljudje so pravi za vas, zato da boste lahko hitreje naredili to, zakaj ste sploh prišli v podjetništvo? Včasih ljudje rečejo, da se učijo. Ja, ljudje se vedno učimo in prav je, da se ljudje učimo. Jaz sem tudi hodil v službe, ko sem se učil. Ampak ne rabite stvari delati tako dolg. Ljudje gradijo ponovadi hišo 5 let, ne? Ne rabite hiše 5 let graditi. Hiša se zgradi v enem letu. Ne rabite leta in leta imeti eno in istih bolezni in iznova vsako leto podoživljati in izkušati. Enkrat doživiš bolezen, karmično, energijsko, jo poštekaš, razumeš, razdelaš, oddelaš in greš dalje. Naučite se na tak način življenje živeti. Potem boste lahko večjo količino izkušenj sprocesirali čez svojo auro in večjo količino rezultata naredili. Jaz poznam ljudi, ki so zelo pridni in delajo kot mravljice. Veliko Slovencev je pridni, Slovenci pa so pridni narod, to je treba priznati. Ampak večina izmed njih dela napačno stvar. In če ti delaš napačno stvar, ti nič ne koristi, če si pridn. To je pa ena kruta resnica, ko jo včasih v socializmu niso povedali. Če ti delaš napačno stvar 8 ur na dan, verjemite, vam tista plača, ki boste 15. mesecu dobili, ne bo osmisla življenja. Vi ste tisti, ki se morate odločiti, da boste delali tisto, kar je prav za vas. Ampak če hočete sami ugotoviti, kaj je prav za vas, morate priti v stik s svojo notranjo resnico, kar je pa najtežje. In vem, da so včasih ljudje zmedeni, zato sem naredil tečaj, da pomagam ljudem pokazati merkacije, na kaj naj bojo pozorni, da bojo lahko hitreje prišli do svoje notranje resnice. Ker ni ga boljšega, ko se pogovarjati z ljudmi, ko so v stiku z notranjo resnico. Kristi, Nal, Nataša, ko se mi dobimo, mi se imamo noro dobro. Mi se ne prizadanemo, mi ne zabadamo noža drugemu hrbet, mi smo lahko to, kar smo v resnici, z vsemi svojimi zemeljskimi neumnostmi in duhovnimi modrostmi in smo lahko točno to, kar smo. Zakaj? Ker vsak izmed nas vsaj približen ve, kdo je. Če ne vemo, pogledamo na osebno. Hecam se. In to bi rad od vsakega izmed vas. Se ne rabite z drugimi ljudmi delati. Ne rabite svojega življenja posvečati temu, da boste služili drugim ljudem. Posvetite ga pa sebi. Zato ste se rodili. Zato to hočete tudi od svojih otrok, ne? Kaj hočete tisti, ki imate otroke? Hočete, da bojo zvesti sebi in da bojo živeli svojo resnico. Da si bojo zbrali okoliščine, ki bojo njihove, ne da bojo sužnji okoliščin, to, kar je preveč ljudi tam zunaj. Ampak, če ne boste vi tega zase naredili, kdo bo naučil vaše otroke tako živeti? Kdo? Če ne bomo se ljudje odločili za ta klic lightworkerja znotraj sebe, kdo bo svet naučil, kako se vrniti k sebi? Kje bo ta zunanji svet dobil informacije? Na internetu? Na internetu je svega in svašta. Rabiš biti car, da sploh ugotoviš, kaj je res in kaj ni res. Ne, da sploh najdeš tisto, kar je prav zate. Razumete? Vi ste tisti. Veliko bolj pomembni ste, kot mislite, da ste. Mislite, da takšnih sob, kot jih imamo danes tukaj dvoran po svetu veliko? Nope. Zdaj je ogromno športnih dvoran, ker so polne. Ogromno je kinodvoran, ker so polne. Ogromno je gostilniških dvoran, ker so polne. Ogromno je gledaliških dvoran, ker so polne.
Takih dvoran, kjer se pa ljudje odločajo, kaj bo naredili svojo inkarnacijo, ali bojo prebudili svetlobnega učitelja v sebi ali ne, pa ni veliko. Včasih smo ljudje ves čas navajeni, se bo nekdo drug naredil, ne bo. Skozi govorijo o Sloveniji, da bo nekdo drug zrihtal stvari. Do zdaj še ni dobeden. Meni se zdi, da grejo stvari dol. Jaz sem sicer zelo odklopljen od zunanjega ekonomsko-političnega dogajanja, ampak se mi zdi, da grejo stvari dol. Ljudje, ki sledijo tem sistemom, se mi zdi, da so zmeraj bolj nesrečni. A ne bi bil čas, da se grejo stvari nazaj gor? Da postanejo ljudje srečni? Jaz skozi sprašujem ljudi, a si srečen? Ne, David prije vsak drug dan k meni in ga skozi sprašujem, a je srečen? On reče, pa daj, zaljati se že nekam s tem stavkom. Ja, zanima me. Ne zanima me, koliko denarja imate, ne zanima me, kaj imate, ne zanima me, kje ste bili na morju, ne zanima me, kakšne feltne imate na avto. Zanima me, a ste srečni. Ker potem bom vedel, kaj počnete v življenju. Ker če niste srečni, pomeni, da vam manjka stika samim seboj. In potem vam lahko pomagam. Če ste srečni, super, delite to, kar delate naprej. Očitno funkcionira. Ok? In to je lightworking, ki ga delamo v našem ateljeju. Mojster meditacijske terapije, Atlantis Master, tečaj za zvezdne generacije in šola za lightworkerje so vsi tečaji, ki na takšen in drugačen način zbujajo. Ne rabite vsi lightworkerja oziroma tečaja šole za lightworkerje. Niti vas nočem vseh na tečaju, se ne moram delati za celo skupino. Stokoliko. Ampak nekateri rabite mojstra meditacijske terapije, nekateri rabite krilo obile pri Kristi ali pa čustveno angelsko šolo, nekateri rabite zvezdne generacije, tečaje, ki vam bojo plejade naučile, kako se resničnost spreminja. Ker vas bo Orion naučil, kako locirati in ustvarjati sorodne duše v svojem življenju. Nekateri to rabite. Nekateri rabite pa Atlantis Master, zato da vam inicira 20 Atlantisovih vodnikov, s katerimi boste šefu kravato odrezali. Nekateri rabite delčke. In danes bi rad samo poskrbel, da boste res dobili tisti delček, ki ga vi potrebujete zase. Nekateri ste že sestavljeni, nekateri ste že skoraj sestavljeni, nihče tukaj ni prazen. Resnično rabi vsak izmed vas samo določene koščke in zategnati tisto pumpico, ki spušča in bo zadeva mašina šla naprej. Niste toliko daleč od tam, kjer hočete biti, verjamete. Veliko stvari ste naredili pri sebi. Ni vse tako črno, ko včasih izgleda na prvi pogled. Jaz vem, da imate izzive v življenju. Niste toliko daleč od tega, da ste mirni. Ampak rabite pa delčke. In če lahko te delčke sami najdete, prosim, najte jih. Začnite meditirati, začnite delati iniciacije energijske, začnite se učiti, začnite se spominjati, kdo ste. In če vam lahko jaz pri tem pomagam na kakršenkoli način, ste vabljeni na kateregakoli izmed tečajev, ki jih imate na listih. Zaradi tega, ker to je s tem namenom ustvarjen. Z ljudmi delati ni enostavno. Kdo je bil že pri meni na tečajih? Se vam zdi, da je enostavno delati to, kar počnemo? Ne. Ampak, ko narediš tisto, kar je treba narediti, takrat se človek zbudi. Prišli so ljudje v naše telje zlomljeni, zgubljeni, objokani. A ste vedeli, da je Nal dolg časa nazaj hotel delati samomor? Vsi ga poznate kot nasmejanega bralca ciganskih kart, ne? Ki zna delati za čarovniško sfero. Nal resnično potegne dol vse, kar je treba potegniti. Ampak, a ste vedeli, da je delal samomor? Ste vedeli, da je bil na drogi? Niste vedeli tega, ne? Razen tisti, ki vam je Nal povedal. In potem, a ste vedeli, da vse prijatelje iz svoje preteklosti izgubo? A ste vedeli, da je Kristi 3-krat delala samomor? A ste vedeli, da je imela v življenju ljudi, ko so zlorabljali? Niste vedeli teh stvarjanja, ne? Včasih moramo ljudje iti čez preizkušnje, zato da dojamemo, kdo smo. Včasih pride življenje in te šamari z ločitvami, z bankroti, z izgubami bližnjih, z boleznijo, z dvomi. In gleda, če boš preživel, oziroma boljše rečeno dojel. In nekateri celo življenje so čisto plavi in še kar ne dojamejo. Nekateri pa dojamejo. Ampak takšen način življenja, učenja je boleč. Imaš skozi krvav nos.
Ne rabimo se vedno na takšen način učiti. A veste, včasih ljudje rečejo, ja, mi je že toliko bilo usojen, to se je moglo zgoditi. To ni res. Večina stvari slabih, ki se vam zgodi, se vam ni rabila zgoditi. Se vam je zgodila zato, ker niste prej odveli. Ja, ampak to je karma. Jaz sem čutila, veš, čutila sem, da ga rabim spoznati in se zapleznim, zato da bom pol znala naslednjega pravega zbrati. Ne. On ta prav je bil že skozi v igri. Sam ti si se odločila, da boš tega ta prvega izbirala. Razumete? In jaz sem včasih skozi nekaj zgradil in porušil. In sem se počutil kot on Sizif, ko je Sizifovo delo opravljal. Danes sem se odločil, da bi rajš gradil in manj rušil. Še vedno s kakim svojim konjskim repom, kako stvar prevržen, ko se obrnem, ja, in še vedno znam biti štor. Ampak pišoka, več zgradim, ko porušim. In bilanca, konc dneva, je pozitivna. Ok? In to bi rad za vsakega izmed vas. Ne rabite vedno vseh šamarjev pa focno v življenju. Verjamete, ste se že naučili, nekatere stvari ste že poštekali, včasih je, da tudi ego pošteka in jih spusti. Potem bo začele prihajati v vaše življenje stvari, ki so pomembne za vas. Ljudje, ki so pomembni za vas, ne zgubljati svoje inkarnacije z ljudmi, ki vas ne štekajo. Z ljudmi, ki vas ne spoštujejo. Naučite se kot lightworker karakterno postaviti meje. Naučite se določiti, kaj želite v življenju, koga želite v življenju, katere priložnosti želite v življenju, katerih energij nikoli več ne želite v življenju. To se lahko ljudje sami odločimo. Ljudje nismo, ko oni spužve, ko pridemo v življenje, tukaj sem, vrži vame, kar imaš. Ni to tako. Mi pridemo v življenje in se sami odločimo, kaj bo vrženo v nas. Ne obratno. Nekateri ljudje, ki mislijo, da obstaja usoda in da življenje ni odvisno od njih, na takšen način razmišljajo sicer. Jaz se nisem sama kriva, da se mi je to zgodilo. Si. Ja, to je pač višja sila, ki si jo ti sprožila. Morate se zavedati, da je vedno v ozadju razlog. Morate se zavedati, da je vedno v ozadju povezava, ki je vodila do katerekoli situacije in okoliščine v vašem življenju. In ja, zdaj večina ljudi te povezave ni sposobna zaznati. Večina ljudi te povezave ne ve, da obstaja niti. Večina ljudi te povezave ne zna locirati. Nekdo, ko se odloča znotraj sebe, da bo zvel sebi, nekdo, ko se je znotraj sebe odločil, da bo razvil sposobnosti, ki jih itak ima in so že v njemu od nekdaj, ko se je odločil, da bo izkoristil potencial, lahko te odgovore dobi. Razumete? Jaz zelo rad potujem, ampak a veste, da s Kristi enkrat nismo šla na letalo, zaradi tega, ker smo vedeli, da se bo neka slaba stvar zgodila z njim, če ne bomo šla gor. Ne rabim jaz na letalu izkušati te slabe stvari. Če lahko pa že vnaprej vem, da naj ne grem, pa požrem tistih 300 € za letalsko karto. Razumete? Veste, kukrat sem mogel nekam iti, ampak zaradi tega, ker imam ful izostreno intuicijo in ful izostren čut za branje okoliščin, situacij na cesti, nisem šel in vem, da mi je bilo prehranjena nesreča. Lahko bi pa se trmo glavo, ja pa imam karte, pa moram iti, pa ne bomo stran metal, tako kot večina Slovencev, in bi šel in zaružil. To je moja odločitev. Ko smo imela s Kristi 10 let nazaj problem v zvezi, ni bilo enostavno. Lahko bi šla na razen. Noben problem ni iti v zvezi na razen. Se strinjate? Lahko bi šla na razen, ampak oba sva vedela, da je nekaj več. In če bi bila midva fokusirana samo na tiste ego probleme, ki sem imela med seboj, verjamem, bi bila midva srečno ločen par. Tako smo se pa odločila, vsak zase, da bomo pogledala tisto, kar je v resnici bilo v najnem zakonu. Zato smo danes ful srečna skupaj. Še vedno se znamo skregati, ampak smo srečna skupaj. Ko smo gotovila, da srečo zakona, srečen zakon ni to, da je idealen, srečen zakon ni to, da smo vsi harmonični in da smo vsi ne vem kaj. Srečen zakon je, da si lahko to, kar si, in da ti človek lahko pove to, kar ti rabi povedati. In če to na lep ali pa na grd način pač klinc ga gleda, včasih je pač oboje, to je srečen zakon. In da na koncu večera spoštuješ človeka, s katerim si. Ampak te stvari ljudje na prvi uč ne znamo prebrati.
ker nam ne piše na čelo. Ljudem ne piše na čelo, ta zakonec je pravi zate, a ne? Sam moraš ugotoviti. In ponovadi moraš ugotoviti, ali je nek človek pravi zate prek povezav, ki niso očitne. Zato so nekateri fantje tako zasovražili mojega heroja, ker sem pritisnil na čustva fantov, ki jih večina fantov noče uporabljati. Čustva pa večina pravih decev v Sloveniji sta dve različne stvari. Ampak človek, fant, ne more biti pravi fant, ne more biti ljubeč partner, ne more biti ljubeč moški, ne more biti ljubeč oče in uspešen podjetnik in ne vem kaj, če ni v stiku s svojimi čustvi. Razumete? Vedno, karkoli v življenju gledamo, se vrnemo nazaj v stik s samim seboj. In to je tisto, kar sem hotel danes povedati. To je ta moj klic lightworkerjem. Klic, ali ste vi tisti, ki boste začeli koristiti to, kar vam je bilo od nekdaj dano, izkoristiti to, kar ste vi znotraj sebe že od nekdaj sposobni narediti, nehali poslušati ljudi, ki ne vidijo širše slike in enkrat za vselej udarili po mizi in naredili svojo inkarnacijo tako, kot želite, to je pa vaša odločitev. In tukaj vam jaz ne morem pomagati. Lahko vam sem tistim, ki se boste odločili za korak naprej, pokažem pot in način. Skupaj lahko postanemo močnejši. In mi dva s Kristi, to je najna obljuba vsem, bomo še naprej delala stvari, ki jih delamo. Bomo še naprej pisala nove knjige, bomo še naprej razvijala nove programe, bomo še naprej razreševala nove podzavestne vzorce in še naprej iskala takšne ljudi, kot sta Nali in Nataša. In vabljeni ste, da se nama na tej misiji pridružite na svoj način. In še ena stvar, ne pozabite, imate stvari, ki jih nihče drug na svetu ne more dati, razen vi. In svet čez 10 let bo zelo drugačen, če vi ne boste naredili eni stvari, ki jih lahko naredite danes. In jaz sem ful hvaležen vsem ljudem, ko so se spomnili, kdo so, zaradi tega je moje življenje bolj enostavno. Zaradi tega lahko jaz dobre knjige berem, zaradi tega lahko jaz zdravniku, če hudo zbolim. Zaradi tega lahko jaz avto vozim, jaz ne znam avta sam sestaviti. Hvala Bogu je bil nekdo tako inteligenten, da je prebudil lightworkerja znotraj sebe, skanaliziral avto dol, elektromotorje, dizelske motorje, ne vem kakšne motorje in skonstruiral avto. Hvala Bogu, da se to sem lahko danes jaz sem prišel, če ne bi mogel peš hoditi. Kdo je iz Maribora? Vi Mariborčani bi mogli peš iz Maribora priti, če se ne bi nekdo spomnil, da je lightworker. Razumete? In tako pomembni ste vi v vašem življenju in v svetu. In prosim, ne biti prestrašeni. Ne biti v skepsi glede sebe. Ne rabite biti. Iluzija je. Bodite srečni s tem, kar ste. Preveč ste lepi pa čudoviti, preveč ste edinstveni, da bi zamudili in odvzeli svetu to. Ne poslušati ljudi, ki vam pravijo, da ste smoteni in da vam ne bo uspel. Ti ljudje ne morejo vedeti in svoje mnenje daje na podlagi ničesar. Kako lahko nekdo ve, kaj je dobro za vas? Ne more. Ljudje lahko v resnici vemo, kaj je dobro samo za enega človeka in to smo mi sami. To je edina naša moč, ki jo imamo v inkarnaciji. Ampak večina ljudi ni v stiku s seboj, zato se pač ukvarja z drugimi ljudmi, ker ne se morajo ukvarjati. Ker če ne bi bilo dolg čas, začnite se vi ukvarjati samim seboj. Verjemite, imate dosti dela. Jaz ga imam tudi. In ko se začnemo ljudje enkrat ukvarjati samim seboj, takrat se začne spreminjati svet. Okay? Takrat boste videli bistvo v vsem okoli vas. Takrat boste znali prepoznati, kateri ljudje rabijo vašo pomoč in kateri vas samo izkoriščajo. Katere živali in rastline rabijo vašo pomoč in katere se bo regenerirale same. Takrat boste vedeli, enostavno boste vedeli, kaj je treba narediti. In vedeli boste, katera hrana je prava za vas. In vedeli boste, kateri ljudje so pravi za vas. In vedeli boste, kaj boste jutri hoteli delati. To so odgovori, ki vam jih želim za vaše življenje. Želim vam, da se vidimo na enem izmed tečajev. Srečo imate, da je glih zdaj to je spomlad. S Kristi začenjamo skoraj z vsemi tečaji od začetka. Poglejte si te liste, ki jih imate. Zberite si tečaj, ki vam je všeč, ki vas je pritegnil. Če kdo ne ve, kjer tečaj, bom na koncu po meditaciji vsakmu z veseljem razložil, pomagal usmeriti, kjer tečaj je najboljši za njegovo energijo. In prosim, prebudite lightworkerja in pejte v življenje in naredite tisto, kar je treba narediti.
Obljubim vam lahko še eno stvar. Vodniki, zvezdne civilizacije, Sirius, Plejade, Atlantis in milijon civilizacij se vam bojo pridružili na vaši misiji. In kar naenkrat bo izgledalo tako, da boste vi in 10,000 vodnikov za vami, ki boste delali tisto, kar je za vas pomembno. Tako to pa izgleda eterično v resnici. Vi mislite, da sem jaz tukaj sama, ne? Pa nisem. Tukaj je za mano en garda vodnikov, zaradi katerih in s katerimi delam to, kar počnem. Zaradi tega sem srečen. In mi čisto vseeno, kaj si mislite o meni. Vas imam rad, zemeljsko, zelo in dušno zelo. Ampak mi vseeno, kaj si mislite o meni. Zaradi tega, ker moja definicija, moja svetlobe ni odvisna od vas. Moja samozavest ni odvisna od vas. Moja pot ni odvisna od vas. Moja knjiga ni odvisna od vas. Moje kanaliziranje ni odvisno od vas. Zaradi tega vas končno lahko sprejmem kot prijatelje, brez pričakovanj, kot človek človeka in si iskreno pogledamo v oči in rečemo, kak si. Razumete? Dobenemu nič ni dolžen in lahko imamo odnos, v katerem rastemo vsi. In želim vam, da imate takšno počutje znotraj sebe v svojem življenju na vseh področjih, da se nehate bati, da se nehate skrivati svojo resnico, svoj resnični jaz, svoje sanje, ampak da namesto tega stopite, pokličete Maxa in jih posnamete. In pol date na YouTube, da jih cel svet vidi. In celemu svetu povete, kaj počnete.